Kaj lahko naredimo, ko se znajdemo v neki konfliktni situaciji in nas totalno odnese, se pravi, neka oseba nam nekaj reče, nekaj naredijo in nas to strigira, nas odnese in totalno znorimo, povzdignemo glas, jih naderemo in pač potem odvihramo stran, recimo. Kaj sledi po temu? Navadno potem, ko pridemo nazaj k sebi, ker smo bili pač iz sebe, ko nekako vsaj del esence pride nazaj v naše telo in se povrnemo k sebi, se dostikrat ljudje začnemo ciklati v glavi, v smislu razmišljanja, da je z nami nekaj narobe, ko smo to zajebili, ko smo to narobe naredili, kaj je z nami, kaj je z unim, se pravi, obtožujemo sebe in na ta način podpihujemo občutek krivde, ali pa druge in na ta način podpihujemo v bistvu občutek jeze. In kaj, a nam to pomaga? Ne. Bolj, ko se počutimo krivi, težje bomo v bistvu z neko prisotnostjo in z nekim stikom samimi sabo vstopili v dialog s to osebo oziroma prišli do nekih konkretnih rešitev. Kako si lahko pomagamo? Spet s tem, da se v bistvu zavemo, da je to razmišljanje, da je z nami nekaj narobe ali pa z unimi, da je to program in da ne verjamemo temu programu. Da se nekako odlepimo od teh misli. Z nobenim ni nič prav, z nobenim ni nič narobe. Kaj se je zgodilo? V tisti dani situaciji, v danem konfliktu določene potrebe niso bile zadovoljene. In zato smo pač povzdignili glas, ker smo bili pač strigirani, ker nismo uspeli obvladati naših čustev. In kaj se zdaj dogaja? Obžalujemo. Ko pridemo v stik s telesom, lahko obžalujemo kaj? Obžalujemo način, kako smo delovali. Raje, kot da se obsojamo, gremo v proces žalovanja. Obžalujemo, kako smo se obnašali, obžalujemo, da smo povzdignili glas, obžalujemo svoje nezadovoljene potrebe v tisti situaciji. In bolj, ko pridemo v stik s sabo in svojimi potrebami, lažje bomo potem vstopili v dialog. Se pravi, bolj, ko pridemo v stik s sabo, kaj nam je bilo pomembno? Pomembna nam je bila slišanost, pomembna nam je bil stik s to osebo. Kaj nam je bilo še pomembno? Pomembne so nam bile mogoče še kakšne druge potrebe, s katerimi takrat v tisti situaciji, ki jih nismo znali sploh imenovati. Probamo poiskati ta stik s sabo, probamo najti te ključne potrebe. Pomembno nam je bilo mogoče spoštovanje, obzir. In skušamo pestovati sami te potrebe, gremo v to samo empatijo, stik s sabo. Povabilo je, da postanemo oče in mama tem našim potrebam, da nehamo projicirati. Da se zavedamo, da smo sami odgovorni za stvari, ki se dogajajo v našem telesu, smo sami odgovorni za naše občutke, sami smo odgovorni za naše nezadovoljene potrebe. In bolj, ko imamo stik z našimi potrebami, lažje potem vstopimo v dialog, lažje potem artikuliramo konkretne prošnje, s katerimi mislimo, da bodo lahko te potrebe zadovoljene in na tak način lahko gremo potem v dialog.